Ja, primarni cilj je obstanek v Ligi Telemach med najboljšimi košarkarskimi ekipami v Sloveniji, kamor smo uvrščeni že kar vrsto let. Delali bomo na tem, da se to v letošnji sezoni zgodi. Bo pa tako kot v bistvu današnja tekma, vsako tekmo bo šla ekipa na polno in če bomo uspeli presenetiti, toliko boljše. Res je, da je v bistvu prišlo kar nekaj novih igralcev. Kemija v ekipi je odlična, fanti se dobro razumejo, se vklapa tako izven igrišča kot na igrišču, kar smo lahko videli v današnji tekmi zmago proti Heliosu. In mislim, da bo tudi ta kemija odločala v bistvu o dobrih tekmah in pa zmagah. Saša Dončić je bil že član našega kluba v 2 sezonah, takrat je bil eden vodilnih igralcev. Saša Dončić ima izredno kvaliteto in znanje iz parketa kot igralec. Nekaj časa je zdaj v bistvu po koncu kariere delal na tem, da postane trener. V Škofji Loki smo pa vedno iskali tudi, bom rekel, ambiciozne trenerje, mlade, ki začenjajo, da smo jim uspeli dati priložnost. Kar nekaj se jih je uveljavilo v našem klubu, Gašper Okoran, Gašper Potočnik, Dalibor Damjanović. So vsi trenerji v bistvu, ki so bili mladi, novi, ki so začenjali šele v prvoligaških sezonah in so v bistvu s podporo uprave kluba in pa dobro selekcioniranjem in dobrim treningom dokazali, da so dobri trenerji in so uspeli tudi narediti kar nekaj korakov naprej, kot je Slovenska liga. Ja, kot prvo bi čestitil Heliosu za dobro tekmo. Dobro smo bili pripravljeni na njih. Z samega začetka smo svoj tempo postavili, kar je po mojem najbolj pomembno. Zdaj smo odprte šute, pod košem smo zaprli raketo v obrambi in v bistvu se sploh ni omenil nobenega igralca. Nismo neki sprav igralca omenjali po priimkih in imenih, temveč smo samo gledali njihovo igro in pač za njihove akcije in na to smo se pripravili, več pa poimensko. Ja, po 5 letih je to spet prva liga, sem vmes hotel že nehati košarko, sem se drugim čem po svetu, ampak evo, sem rekel, gremo še leto sprobat. Treniram kabik vsak dan dvakrat, sem tih, glavo dol, sam treniram. In evo, konec je nekaj se obrestvali, ampak ni tole, to ni še 50%, pa ne mene, ampak celotne ekipe. Sicer še vedno imamo, napadamo še vedno, probali bomo obstati v ligi, več ne bomo nekaj se zdaj dvignili preveč. Lepo, realno, počasi steknejo tekme. Pa, mogoče bom rekel tako, mi smo predvsem bi prvo reči čestitev svojim fantom za izredno borbeno in agresivno igro. Odigrali so približno tako, kot smo se zmenili. Moram povedati še enkrat, da mi smo vse nekako realni in bomo še vedno se borili za obstanek v ligi, ampak mislim, da smo dokazali s to tekmo, da bomo marsikomu trn v pet. Sigurno se ne bomo se naprej predajali. Tako da današnjo tekmo pa mislim, da smo, moram reči, iskreno zasluženo zmagali. Vodili smo od prve minute, kontrolirali smo tok tekme. Imeli smo par slabih minut v drugi četrtini. Zadnjih 5 minut je Helios šel na vse ali nič in tukaj smo se tudi malo zgubili, da rečem, ampak to je trajalo kratek čas, tako da smo stvari res še enkrat kontrolirali, predvsem Tomić, Abramović, mislim, moramo vse pohvaliti, res so fanti odigrali se nekaj časa. Res slabo smo začeli, preveč smo začeli izgubljati že na začetku, nismo igrali naše igre. Gosti so se dobro pripravili na nas in mi smo v drugem polčasu tudi zmanjkala nam je ta borbenost in energije, da bi se vrnili za igro in na koncu da bi zmagali. Loka je bila večji del tekme boljši nasprotnik in mislim, da je zasluženo zmagala. Nam manjka znanja, nam manjka izkušenj, nam manjka še marsikaj. V tem trenutku še nismo kompaktna ekipa z dosti negostih. Predvsem jasno nismo mogli, Rebec ni mogel skontrolirati Tomića, kar smo vedeli. Ta dvoboj smo previsoko izgubili, Tomić je držal vse niti igre svoje roke in tu enostavno nismo imeli orožja, da toliko neutraliziramo. Na trenutke smo igrali dobro, se vrnali, povedali, vendar to so bili samo trenutki.
Nam še manjka 3 mesece trga dela, pa še ne 20 tekem, da bo to postala kompaktna ekipa, ki bo tudi bez te zmagovala. V tem trenutku še nismo in jasno, jutri je nov dan, delati še več in bolje in iskati naslednjo priliko. Vse čestitke, Loki je igrala odlično.